Sem prav vesel, da se je pater Jože Roblek odzval tako za en kratek pogovor. Nekateri ga poznate, nekateri ga zelo dobro poznate, nekateri ga malo manj poznate. No, 50 let, to je že kar lepa doba. Jaz sem lani praznoval 50 let, ampak ne mašništva, ampak rojstva. No, letos pa pater Jože, torej prvo leto mojega rojstva si ti imel novo mašo. Nekaj najprej iz njegovega življenja. Pater Roblek se je rodil leta 1938. To je, lahko bi rekli, predvojna generacija. Doma iz Bašlja pri Preddvoru. Pod eno goro, veste katero, ne? Storžič. Na Storžiču. Veliko krat opevan pri patru Robleku. V bogoslovje ljubljanske nadškofije je vstopil po maturi. Po jezuitskem novicijatu, študiju filozofije in teologije v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku je bil leta 1970 posvečen v duhovnika. Leta 1977 je na Teološki fakulteti v Ljubljani doktoriral iz duhovne teologije. Naslov dizertacije je bil Problem prosilne molitve v sekulariziranem svetu. Kasneje je bil vzgojitelj v malem semenišču družbe Jezusove. To pa magister novincev in spiritual v ljubljanskem bogoslovju. Tako. Se ne razume dobro za starejše. Ena, dva. Boljše zdaj? Tako. Bom začel z eno pesmijo patra Jožeta Robleka. Rože 3, naslov. 3 redovniške zaobljube. Gospod, sem bitje, le en dih, kot listje, samo en pih in grem od tot. Ti stopil si na križ za mene, umazan list, da ne ovene in postane čist. Ti zame krvaviš. In tvoja kri je iz tega lista pognala rože 3. Vsak dan polagam te v srce tvoje, na tvoj oltar, za obljube svoje. Naj za te dehte, saj moj pač tvoj sodar. Kako ves srečen sem, ker ves sem tvoj, a ti ves moj. Tako, kako ves srečen sem. Tako pa bi začela kar mogoče v otroštvu. Jaz sem že prebral, pater Jože, odkot prihajaš. Pa tako, otroštvo, včasih verjetno lepši spomini, manj lepi spomini, ampak en tak lep dogodek iz otroštva, ki ti tako zdaj pride v spomin, pa bi nam ga lahko opisal, povedal, zakaj ti je tako pri srcu. Ja, najbolj so mi pri srcu živina, krave. Kot otroci smo se podili, bodi da smo pasli živino po sosedove, tako da sem dosti imel pravka z živino in živali so mi sploh blizu. Vse, kar je na zemlji, kar je okrog hleva, kar je na polju, gorah, vse tako mi je blizu, ker končno tudi vsa moja osnovna šola je potekala, največ šola na naravi. Končno v šolo sem hodil ponovadi po pol ure, včasih po celo uro, nazaj pa še več in skozi naravo, hribe in doline in tako dolge so bile te poti. Človek nekako postal del narave in zdaj, ko to gledam nazaj, kako je bilo vse to moje, kako je bilo blizu, kako je tako nekaj lepega, da je to najlepši Gospodova navzočnost, kako mi on kot stvarnik obdarja s tolikimi stvarmi, drevesi, s potoki, z rožami. To je tako nekaj lepega. Bog ne ve, kaj bi storil zame dobrega stvarnik. On ves čas me udarja zato, da bi se razveselil. On me hoče razveseliti, jaz se pa hitro ukvarjam, kako bi jaz zdaj to posedoval, kako bi jaz to imel, pa je pa konec veselja. Če jaz spustim iz rok to, kar dobivam kot otrok, neko spustiš metuljčka, si svoboden in se veseliš, da je metuljček odletel. Tako vse stvari imam občutek, da odletijo. In takrat je človek vesel, ko je izpustil, prepustil, zapustil, ni več sužen. In to je Bog.
Bog je ta skrivnost popolne svobode, kot smo slišali, kot se je rekel, ne? Ker je Gospod Duh, ta je popolna notra svoboda. On je tako blizu vsake stvari, Ignacij pravi, tako blizu, tako da je daje, da je. In on se nas v stvarih daje, ne samo pri maši, pa nekaj, ves čas se nam daje. In ko reče Pavel, on sam nam vse daje, nič mu mi ne dajemo, nič mu ne moremo dati. Če naše darovanje je samo priznanje, da vse od njega dobivamo. To je preko te otroštvo, doživljanja lepote, stvarstva, pa lepote tudi ljudi, vaščanov. Sploh živeti na vasi, to je nekaj tako, nekaj preko naravnega, tako nekaj pristnega in nekaj, kar človeka bogati. Zdaj, ko sem spet doma bil v tem mesecu, ko malo okrevam, ne, začutil to lepoto, to bližino stvarnika, kako mi skrbi zame, po ljudeh, kako on skrbi po ljudeh za druge ljudi. Tako lepota je to nekaj lepše, nekaj otroškega čutim v sebi, to veselje Božje navzočnosti v sebi čutim vedno. To moram reči, da sem tudi jaz te dni doživljal, ko sem kolesaril, kako lepa je Slovenija, ne? Kaj vse nam Bog podarja, kakšne darove. Ne? Ampak tako kot eno poglavje v tej knjigi, ki jo lahko vzamete, nosi naslov Utihniti in poslušati notranjost. Ne? Se mi zdi ravno to, kar ti tudi lepo praviš, da je treba utihniti in poslušati, ne? Da začutimo ta Božji dotik, da začutimo naravo, da začutimo darove, ki nam jih Bog daje. Ne? In potem si prišel v stik z Ignacijem, ali si se prej odločil za duhovništvo, kako si se odločil za duhovništvo, kje je bil tisti prvi klik, prvi impuls, prva iskra, bil duhovnik? Težko bi povedal, vsako od otroštva sem čutil. Da sem čutil tako nekaj, da je to bistvo moje, biti tisti, ki živi z Bogom, ki se daruje, ki na razpolago drugim, ne, ki enostavno sme podeljevati življenje, to, kar sam izkuša, deliti tudi z drugimi. Ne. To sem čutil vedno od otroštva naprej v mojem življenju. Gotovo se to z leti se menja, ampak v bistvu pa celo življenje sem čutil, da sem za druge, ker je Gospod ves čas zame in da ne morem biti jaz, če nisem za druge. Jaz sem samo odnosil do drugega človek in tudi drugi, kar je odnosil z menoj, postaja človek, postaja Božji, je Bogu zelo podoben, ker Bog je trojedin v sebi in vse, kar mi delamo znotraj Boga, on po nas dela kot oče in nas združuje v sinu, kot smo bratje in sestre in nam daje duha svobode, miru in tako smo dejansko priče. Mi smo priče, kaj on dela. In zato je pomembno utihniti, zakaj? Da slišimo njega. Pomembno je gledati kot otrok. Otrok gleda, se zagleda, potem pa nekaj vidi, kar naenkrat opazi. Zato je bistvo, kot smo že otroci navajeni, bistvo molitve je pravzaprav zreti, poslušati, se dotakniti, se zavedati in utihniti. In kako samo sprejemaš. Kot vedno pravim, človek ima na glavi 7 lukenj, ne 7 lukenj, kaj so to? Kaj delajo te luknje? Ja, sprejemniki so na glavi. Mi smo najprej bitja, ki sprejemamo. Zdaj, če se tega zavedamo, potem samo sprejemamo. Kaj oči delajo? Gledajo, sprejemajo. Kaj ušesa delajo? Kaj govorijo? Nič. Sprejemajo. Kaj nos dela? Kaj dela? Nič. Sprejema vonje. Kaj usta delajo? Nič. Sprejemajo hrano in zrak v sebi. Kaj roke delajo? Se dotikajo. Dotikajo stvari, se dotikajo stvarnika. To je ta kontemplacija, to zrenje je nekaj tako človeškega, tako otroškega, nekaj prvinskega v nas in to je tisto, kar nam bi se učili v duhovnih vajah. Vrniti se k bistvu, k jedru, k otroštvu, v ta stik z Gospodom, v katerem stalno živiš, v njem si, njem se giblješ, v njega vse prijemaš. Ves čas, vsak trenutek, vse od njega. In jaz sem priča, kaj on da. Kaj me on vse ponuja, kako dejansko on mi samo hoče razveseliti, nič drugega. On bi hotel, da gledam kot otrok darove in se jih veselim, on bi hotel in to je njegova želja.
In ko pride to, takrat se naseli v nas duh veselja, ker Božji darovi so, sadovi duha so veselje, ljubezen, blagost, krotkost, mir, radost. No, to človek drži v duhovnih vajah, ko enostavno se prepusti temu zrenju, poslušanju, okušanju, ko pride van to, kar mu je že dano. Sicer človek pozabi na to, ne vidi, da hodi, pa ne vidi, posluša, pa ne sliši, se dotika, pa se nikoli ne dotakne. Hiti, je hitro, je, samo da več pojedo, ampak tem ni užitka. Užitek je samo v okušanju, v počasnem, kot pravi Ignacij, da stvari znotraj okušam, z oči okušam hrano, z ušesi okušam hrano, z nosom okušam hrano, z usti okušam hrano, z rokami okušam hrano in tej hrani se mi stvarnik ves čas daje. To je čudovita bližina. Bog ni nič zunaj nas, mi smo v njem in ves čas smo deležni vsega njega in njegovih del. Do tega najprej pride človek do preprostega otroka, ki je ves predan, ki ves živi iz maternega mleka, ki ves otrok, ki samo sprejema. To je človek v Božjih očeh. Mati je samo simbol Boga, ki je otrok doživlja lepoto, biti ljubljen, biti nošen, biti enostavno, kjer se lahko razveseliš in da smeš biti to, kar si. No, to je nekako ta lepota tega, biti otrok, no, to je smisel tudi duhovnih vaj. Včasih imamo občutek, kakor da se bojimo tega trenutka. Mislimo o preteklosti, mislimo o prihodnosti, ne znamo pa uživati tega trenutka, kot praviš. Ne? Vedno se nam nekaj mudi. Zakaj človek vedno beži iz te situacije, te trenutne situacije, da bi se znal usesti, da bi se znal umiriti, da bi znal uživati v hrani, uživati v pogledu narave. Zakaj bežimo? Ja, ker iščemo nekaj drugega, kar smo. Iščemo nekaj drugega, kar v nas biva. Iščemo tisto, kar mi naredimo, ne tisto, kar je že narejeno, kar se mi daje. In če ti hočeš nekaj doseči, pa vedno bom jaz dosegel, jaz moram to doseči, to je moje, ne, se lepimo, mi se stalno lepimo na stvari, zato nismo srečni. Srečanje pa v srečanju, ko slovenska beseda pravi, srečanje z njim, takrat si srečen, takrat si notranje sproščen. Mi se bojimo pravzaprav biti svobodni, bojimo se izgubljati, bojimo se vse zapuščati vedno znova. Ko gre spat, vse končno se učimo vsak večer, grem spat, vse zapuščam in končno umrem. In sem primoran, da zaprem oči. In kaj se takrat dogaja? Ponovno stvarjenje. Takrat Gospod bedi nad mno in me ustvarja po noč. Zato je po noč pomembno. Tisto, kar se po noč dogodi, kar se v snu dogodi, to so najlepše stvari. In zato, če noč zanemarjamo, če zanemarjamo počitek, potem zanemarjamo samega se, ubijamo sebi, iščemo rešitev zunaj sebe, pa jo ni. Nam je že vse dano. Gospod je tako blizu, da nas želi srečati z najmanjšimi stvarmi. To je pa hudič. Hudič, ki nas hoče trgati proč od stvarnikov, od ljudi, od tega, kar nam je dano kot dar. On stalno se mora nekaj truditi, nekaj mora dosegati, nekaj mora biti pomemben, mora biti važen. Ampak v bistvu je samo v zavedanju, kaj on daje, kaj on dela. Potem si svoboden. Potem boš tudi nekaj naredil v svobodi in veselju. Čutiš bo, če ti vse dano, pa ne moreš biti neobčutljiv. Tako boš videl, da ti lahko nekaj daš, ker Gospod se po tebi daje, kot drugemu daješ. Nekdo je bolan, greš k njemu, nekdo, ki je usamljen, greš k njemu, ker z Gospodom samo greš. Jezus blaguje tistih, čeprav ga ne vidimo, vendar je tukaj, zdaj in tu je Gospod. Mi bi hoteli posedovati, mi bi hoteli Boga zadržati, mi bi hoteli imeti nekje, kot enega malika, se mu klanjamo, pa nekaj prinašamo. Nimamo kaj Bogu prinašati. Če kaj prinašamo, je tako njegovo. In zato je zame to najlepša svoboda, da vse, kakor sprejmeš dih, to je velik dar, ne smeš ga pa zadržati, spustiti ga moraš. Če bi ga zadržal, je konec z mano. Tako, vse čas se učim osvobajanju. Vsak dih je sprejemanje in vsak izdih zapuščaš. In dih ni v moji roki, niti en trenutek, ni vdih, ni izdih, jaz se samo tega zavedam.
Tako isto, druga stvar, luč. Jaz ne delam luči sonca, svetlobe, jaz sprejemam svetlobo, živim v svetlobi. Tako, vsi ti organi so zato tu, da so deležni Božjega dela. Tukaj in zdaj, v tem trenutku, ne v prihodnosti, ne v preteklosti, samo zdaj je življenje, zdaj je čas milosti, pravi Sveto pismo, zdaj je čas, ta trenutek, ni drugega trenutka, ni prihodnosti, prihodnost je zdaj, če jaz danes živim pošteno, bom jutri tudi pošteno, vse je v današnjem, v tem trenutku, odvisno od tega trenutka, kako bom jutri živel in tudi ta trenutek mi pokaže, kako sploh živim, kako sem živel v preteklost. Tako preko ta živeti sedanjosti, tukaj in zdaj, zavedati se, kako čudovito bitje sem, kako ljubljeno, kako nošeno, kako pravzaprav sem samo priča Božjega dela in smem uživati, se veseliti njegovega dela. Meni so všeč besede Leopolda Mandiča, to je bil znan spovednik, ki pravi, da v vsakem človeku nekaj dobrega, nekaj lepega, in to moramo iskati, to Božjo stvaritev, to Božjo lepoto v vsakem človeku. Najprej si omenil hudiča, jezuiti smo znani po metodi razločevanja, vedno je ta bitka, poznamo veliko filmov, knjig med dobrim in hudim, Kako pa razločevati v tem današnjem svetu, smo dobesedno bombardirani z različnimi informacijami, niti ne vemo, a so informacije prave, niso prave informacije. Bombardirani smo z različnimi vizualnimi podobami, z glasbo, šumi iz okolja, velikokrat umetni, bolj kot naravni. Kako razločevati, kako enemu smrtniku v današnjem času, v današnjem svetu razločevati, videti, ločiti, tako kot smo brali eno od preteklih nedelj, ločiti, kaj je tisto pleve, kaj je zrno. Ja, preprosto, človek je bitje, ki je sposobno ločiti dobro od slabega, to je jasno. In ko se človek zaustavi, se iskren do sebe, lahko hitro vidi, katerem duhu je. A laže, ali je sebičen, ali pa je odprt za drugega. Tako v sebi čutimo vedno ta dvojnost, dvojnega duha, Božjega duha in nasprotnega duha, ki nas hoče ločevati od Gospoda, ki hoče nam prikazovati, da Bog ni dober, da oče ni dober, da Bog te nima rad, da se moraš ti sam matrati in da so ljudje hudobni kot tebe, da se ti se moraš zase zadržati in stalno te hudi duh te poveže, nekako te zaduši. Tako da beseda, tisto, kar je plemenito v meni, ne more priti na ven, kot pravi Jezus. Toliko, zakaj beseda, pa sploh nismo uspešni v življenju. Zato, ker pride toliko misli, negativnih misli, pride in to negativne misli pobije v nas dobro. To so tiste ptice, ki pridejo v nas, poberijo dobro in ne rodi sadu. Potem drugo ovira v nas ne samo, da hudi duh, ki nam vzame zaupanje, vero v dobro, v človeka, v stvari, ampak potem, kot pravi Jezus, druge pa recimo razne ovire imamo, negativne izkušnje, bolezni, velike blokade, težko mladost, kot neki kamen v zadju. Sem navdušen, ampak čutim, da je veliko problemov v mojem življenju. In nekako ne morem iz tega ven, kot da so tiste teža večje, kot pa tisto veselje, ki je kratkotrajno. In pa še večja ovira pa so naše strasti. Strast je Božji dar, kako hitro pa jaz živim za strast. In je cilj mojega življenja, potem me ta strast enostavno kakor trnje preraste in nič ni sadov, zaduši v meni ali hrepenenje po bogatstvu, po uspehih. To, kar ubija, to hudi duh hoče, ves čas, da se vrtimo oko sebe, da iščemo probleme, kje so problemi, ne vidimo pa, kako nam je vse dano, kako biti odprt za to dobro, ki je v vsakem človeku brez izjeme, tudi če pokvarjen. Vsak človek je v sebi dober, ker ga Gospod dela dobrega in vanj vsaja dobro seme. Drugo pa je, zakaj ne pride to seme v človeka, ko sem pa prej rekel, so pa ti problemi ali strasti, strahovi,
pa sploh zaskrbljenost, kaj bomo jedli, kako bo jutri, kako je danes vse narobe, kaj bo šele čez en teden, tako živimo čisto ločeno od te skrivnosti Boga, ki nam vse čas daje, tudi če se nam zdi, da ni tako, kot bi mi radi. To vera v dobro je temeljna stvar vsakega človeka brez izjeme, ali veren, ni veren, ali takšna drugačnega prepričanja. Dobro je tisto in Bog v nas, ki nas stalno želi, da odgovorimo na dobro. Obenem se pa nasprotnik bori proti nam, da ne bi odgovorili, da nas je strah zase, da nam bo ljudje, da se hoče uničiti, da nam ne želijo dobro. No, to je ta notranje boj. In če se človek umiri, duhovne vaje so v smislu, da gledam ta moj svet, ta notranji svet boja. Samo to, ni neke pobožne, ne molim neke učenaše, pa zdrave Marije, pa rožne vence, imajo svojo vrednost, ampak v duhovnih vajah se soočaš s tem duhom v tebi. Nič drugega. Si tiho poslušaš, kaj pravi Gospod, kje si, komu verješ, kje je tvoj problem. To. In ko prideš z Gospodom, potem si srečen, potem tudi problemi niso več tako strašni. Potem spadajo v življenju problematika, križ kot nujnost. Ne? Smo danes slišali križ kot razpetost med dobrim in zlim. To je razpetost, to je napetost med dobrim. Ne? In to je ves čas. In to je križ, ko človek bi enostavno se rešil nekih problemov, rešil bi se napora, rešil bi se enostavno, da bi živel v nekem abstraktnem ideološkem raju, ne? Kako bo vse lepo, to je sam beg, kako bo, nič ne bo, tako kot je zdaj. Samo tako je, ali zdaj živiš iz vere v dobro, delaš za dobro, se trudiš za dobro, ali pa enostavno bežiš pred samim seboj, ker se bojiš srečanja z Bogom v sebi. Bog je pa v meni, ne zunaj mene, jaz sem v njem in on je duh. Bog ni duh, Bog je duh, ni noben kip, pa nobena abstrakcija, nobena tabla, nič Bog ne. Bog je duh, ki ga molimo, Boga molimo v duhu, pravi, v notranjosti, v srcu, prebiva v srcu, tu. Zato tu moramo razločevati, kaj v mojem srcu loči, kaj kdo biva v tvojem srcu, koga poslušaš, komu slediš. To pa je napor. Človek bi pobegli pred samim seboj, ker ne maramo sebe, ker bi radi bili drugačni, pa ne moramo biti, pa nikoli ne bomo drugačni. Vidimo takšni, da bomo v boju in zmagovali bomo, ker Gospod zmaguje in spet bomo doživljali križ, pa padce, pa spet bomo ostajali. To je pot, je potovanje. Potovanje se človeku trudi, pa je spet navdušen, pa spet gre naprej, pa spet se ne, ve pa kam gre. No, to je veliko. So ti stalni boj, koga bom bolj poslušal. Ne? Jezuit Hans Urs von Balthasar, on je rekel, da sta dva volkova v človeku. Ne? Ja, točno. In tistega, ki bolj poslušaš, tistemu potem slediš. Ne? In sledil boš tistemu, ki ga bolj hraniš. In zdaj, kako ga hraniš? Ne? Smo pa spet tam, ne? Hranimo ga z našimi mislimi, z našimi besedami. Ne moreš se ga pa znebiti, ne? Kot pravi, ne moreš se znebiti ljulke. Ne smeš, lahko se okoli tega koplješ, pa se jezen, zakaj je to, kot na njivi plevel. Jaz časih občudujem moje sestre, kako to plejejo. Čim bolj plejejo, čim več je spet novega. In se mi zdi, da je plevel zelo pomemben v našem življenju. To je znamenje, hočemo biti popolni, ne smeti popravljati. To je isto, toliko plevelo v našem življenju. Čim bolj ga hočeš rešiti, tem več ga je. Se tako množi. Tako kot si rekel, ne, lepo, kot smo na eni poti, ne, stalno je potrebno eno prečiščevanje, očiščevanje. Iz dneva v dan, vedno znova se pojavlja ena nova izkušnja. To je pomembno, da človek vsaj zvečer pogleda ta notranji svet, da utihne in zre dan kontemplacije, zrem dan preprosto, zakaj se zahvalim za današnji dan. Samo to. To. Od jutra do večera, katera dela, katera srečanja, konkretne stvari, ki so se dogodile. Začutiti v sebi dan. Čim sem obdarjen, čim moj danes problem bil.
s čim sem se boril, kje sem videl uspehe, radost, veselje, kje sem čutil, da je to nekaj tako lepega, ne? Kje sem čutil, da je Gospod vedno spodbuja. On mi nikoli nič ne učita, učitamo se sami, pa hudi nam učitajo nas. V tem pogledu na dan to ni moralizirati, kje sem ga polomil, to ga tako lomimo, še takrat, ko delamo dobro, ga največ lomimo. Ko jaz mislim, da sem dobro naredil, takrat sem najbolj sebičen. Največ slabega v naših dobrih delih. Pomeni, ker smo polni sebe, polni, jaz sem to naredil, to je moje, to je tako, konec, to je več ni dobro, to je že v tem dobrem je že hudič na delu. Ja. Dobro. A je bilo tvoje otroštvo, kot praviš, si gledal krave, si poslušal peteline, si se dotikal rož, si vonjal cvetice, ne? A je to bilo tudi, te je to tudi vodilo, da si se tako navdušil nad duhovnimi vajami, nad duhovnosti Ignacija Lojolskega, nad jezuiti? Ja, prav to, ker končno Ignacij pelje k prvotnemu, tiste otroškemu pripelje, tiste predanosti, bližini stvarnika v stvareh, to. Ko človek potem, ko je s kravami, ko sem včasih gnoj vozil, potem pa sem počasi pripeval kakšne pesmi zraven, ne? In po enem vinku sem pel Hej Slovani, svet se trese, pa se je vrnil voz s gnojem vred. Tako so sosedje smejali, zraven pel, pa meni se je ravno na vinku, nisem to zvozil, ne tako potegnil, pa veste, ko gnoj smo, ni bil pravi voz. No, smo včasih priposte, vozovi so bili, ker smo nametali gnoj gor, pa ne. Pa se pa dosti bregu, pa moraš, ko zaovijaš, pa se nagne. No, vsekakor, jaz nisem čutil nobene ločenosti od stvarnika pa od stvari. Tako, jaz sem bil tako blizu, jaz sem se s stvarimi že pogovarjal. Kolikrat sem jaz se stvari pogovarjal preprosto v naravi z Gospodom, tako blizu in ta intimnost, ta bližina, ki potem pripeva duhovne vaje. Duhovne vaje nič novega ne naredijo, ampak samo prebudijo tisto, kar je najgloblje Božjega, prvinskega in prvotnega. To. No, še to bi se rad malo dotaknil, ti veliko poudarjaš v svoji duhovnosti tudi ta stik telesa, lepoto telesa kot Božjega stvarstva. Ne? Tudi Ignacij, zanimivo, celo s holastikom piše, kako morajo 4 ure pred kosilom imeti vaje, vaditi, ne? Kako, ne vem, Borhi očita, da mora pustiti askezo, da na prvem mestu je zdravje, če hoče oznanjati. In tudi ti veliko poudarjaš, prav ta odnos me zanima, ne? Ta odnos. Ljudje včasih nas zavede, pa se vržemo noter v duhovnost, pa popolnoma pozabimo na telo. Ne? Ti pa tako lepo opišeš to harmonijo, ne? Moliti tudi s telesom, moliti z kretnjami, ne? Tudi samo bogoslužje, ko vidimo, ne? So ene same kretnje, ne sama simbolna govorica telesa, ne? Ampak telo deluje tudi, ni samo molitev, ki prihaja iz ust, ampak je tudi molitev, ki prihaja iz celega telesa. Ne? Človek je eno bitje, prvo je telo. Ko nastaja v maternici in potem telo potem sprejema vase, potem se duša izraža preko telesa, duh se izraža preko telesa. Če telo zanemarimo, smo zanemarili temelj, osnovno stvar. Zato vrniti se k telesu pomeni vrniti se k stvarniku, vrniti se k Jezusu, ki je postal telo in želi, da uživamo njegovo telo. Telo se najprej hrani, najprej kot na materinem prsti se hrani, sprejema telo in preko telesa pridejo čustva, ko uživaš hrano, da čutiš lepoto. In potem se rodi še globje v tebe hvaležnost, to je pa že duhovna resničnost. To je pa, kdor ne zna živeti v telesu, ne zna živeti v duhu, v duši. Prvo je telo in največ delamo za telo, od jutra do večera, kaj pa počnemo, če ne telo. In zato, če ni telo prvi prostor, ker je svetišče svetega duha, ker v njem prebiva Bog sam,
zato je telo to nekaj tako svetega, zato je zanj treba skrbeti, ga negovati, veliko gibanje, življenje v gibanju, ne? Sploh gibanje, ne sedeti preveč, ne ga zanemarjati. Prvo, kar je telo pri telesu, če nekaj narobe delimo, prvo telo začutim. Kot je pregovor pravi, Bog vedno odpušča, ljudje marsikdaj, telo pa nikdar ne odpusti. Če se mu ti nekaj zameril, če se mu premalo spanja vzel, se je maščevalo. Če se ga preveč nahranil, napumpal ga, te obremenjuje in si breme in če te boli, ne? Enostavno telo je zelo občutljiv organ. In pravzaprav v telesu doživljaš, koliko si Božji, koliko nisi Božji. Molitev ali telesna ali pa ni. Pa je lahko idejna, omaglaja nekaj mislimo, molimo, telo je pa odsotno. To je žalostno. To je žalostno. Ker telo je tisti kraj, kjer se Bog razodeva in se razodeva v sinu v telesu. Pri nas je telo in iz zemlje smo ustvarjeni, ne iz duha. Zemlje najprej. Od tega duha, v tej materiji Gospod vdihava svojega duha. In zato je prvo telo, prosim, temelj vsega je telo, stvarnik, oče. Skrbimo za telo, zato da je odprto za njegovo besedo, da je odprto za duha, ki nas potem poživlja. Zato dajmo čas, jaz bi rekel, zelo pomembno spanje, dovolj spanja, pravočasno hoditi spat, vstajati, potem gibanje, redno gibanje, hoja, posebno po mestih, ker nima ljudi ne hodijo po naravi, ne hodijo na njive, to je samo se sedi. To je ubijanje. Kdo pa ni danes bolan teh mladih, kar boli, ga napetost, hodi kot doktorjev, vrst je že zvitne, ki stalno sedi pri računalniku. Moj Bog, ubijamo samega sebe. Pa ne vemo, kaj bi se še zmislili, kakšne sredstvo. Vrnimo se k sebi, v naravo, utihnimo, uležemo se na zemljo, jo poljubimo, okusajmo zemljo, odpočimo se, sprostimo se. To je pa prva stvar, kako telo sprostiti. Že tako, ko sedete, vzemite si čas, vsak dan vsaj za 5 minut pred jedjo ali pa pri jedi. Najprej se sprostite, zavest, kako se čutim po telesu. A sem napet, a sem sproščen. In skozi telo pa vidim, ramena, ko me težko rame, deva v desna, pa noge. Pojdi skozi telo, pa vidim, da me ne pusti, pridi k sebi. Stalno smo zunaj sebe, zunaj. Kot da bomo spremenili svet, pa ga ne. To je hudičevo delo. Razdvojenost v nas je hudičevo delo. Če je kaj njegovo delo. Ampak hudič je tako pameten. Hudič nima obenih rok, pa nič črnega ni. Hudič je nekaj najlepšega v našem življenju, ki nas najbolj loči od bistva. Mi ne verjamemo v nekega hudiča, večinoma verjamemo to, ko so otroci, recimo neke hudiče, marugove, nekaj temnega. On je najlepšem v dobrem. Ko te zapelje, da pa misliš, da je dobro, pa od konca pa vidiš, da ni dobro. Na koncu si prevaren, pa vidiš, da si ga polomil, ne? On ve, kaj mi želimo, bolj kot mi. On nas bolj pozna kot mi v dobrih stvarih. Največ napak naredimo v dobrih stvarih, ne v slabih. In to mislim, da delamo za sebe, za svoje telo, varamo samega sebe. Telo nikdar ne pozabi, če nikoli ne odpusti, se vedno zapomni. In ta prvo zboli telo, in potem je duša, potem pa duh bolan. Tako. Vrnimo se k telesu. No, tako je lepa misel. Za konec, oziroma še za konec, tako bom prebral eno pesem oziroma molitev Patra Robleka, ki je vključena v eno vajo in sicer tako pravi: zelo počasi, glasno ali šepetaje izgovarjam vsako vrstico, vsako besedo, vsaj 3-krat. Prvikrat jo preberem, potem jo z zaprtimi očmi 2-krat ponovim. To delam v hrepenenju po njem, ki ga ljubi moja duša. In tako pravi: ti si tu, navzoči, popelji me v središče, v globino mojega srca,
v svetišče, kjer duh domuje, v moje skrito bivališče, kjer resnično sem doma, kjer me oče čaka, da kot sina me poljubi in v ljubezni me objame. Tako, pa jaz vsem želim, da bi bili objeti v ljubezni. Vse to, kar ste slišali, pa še kaj več, lahko najdete v tej knjigi. Tako, res hvala še enkrat, da ste si vzeli čas, da ste prišli danes na naše jezuitsko praznovanje. In prijetne poletne dni vam želim še naprej. Hvala. Hvala vam za